Na Bloški planoti narava ponuja neverjeten mir. Vsi letni časi pa priložnost, da se naužijemo svežega zraka, za katerega skrbijo strnjeni gozdovi. Tu se je rodilo bloško smučanje, od tod naj bi izviral Martin Krpan in tu smo našli tudi šopek hišic, pri katerih je skoraj vsak kotiček prežet z lesom. Od bruna do skulpture, od igral do detajlov, ki presenetijo z domiselnostjo. Les tukaj ni samo gradbeni material, je vez z naravo in kulturno dediščino kraja. Naša gostitelja pa pravita, da je prav les srce njune zgodbe. Takole je videti, ko lesu vdahne življenje domišljija. Iz neobdelanega hloda nastane ograja, se rodi medved, zraste soba, brunarica, cel dvorec. Ko se sprehajamo med vsemi temi lesenimi stvaritvami, hitro ugotovimo, da ima vsaka svoje poslanstvo. Martina in Janez, kako se je začela vajna zgodba tukaj na Blokah, od prve brunarice naprej? Najina zgodba se je začela leta 2006, ko smo se javili na takratni občinski razpis za najem parcelo okrog jezera. Sprva smo v trgovini kupili mize, stole, igrala. Te smo nemalo kdaj pobirali okoli jezera, okrog brunarice. Potem pa je Janez začel izdelovati te lesene garniture, postavil je unikatna igrala. No, to zgodbo so ljudje dobro sprejeli, zato smo kupili tudi parcelo nasproti jezera, kjer zdaj postavljen tale naš glamping in je pravi pač turistični biser. In kaj zdaj vse obsega ta vaš kompleks na Blokah? Tukaj imamo postavljene 3 majhne hiške, 3 malo večje hiške za 4 osebe, Krpanov kozolc, v kateri so te krpanove sobe, noter so masivne postelje. Pod kozolcem je skupna kuhinja. Potem smo potrebovali tudi nek skupno prostor za druženje. V ta namen je Janez naredil ta medvedji dvorec. Martina je vztrajala, da bi bila gor postelja. Zraven smo dodali savno, džakuzi, sanitarije. Eno posebnost sva naredila, to posteljo se lahko zapelje po tirih ven iz hiške, tako da gosti lahko podoživijo noč pod zvezdami. Noč pod zvezdami, tako. Hiške so toplotno izolirane in pokrite z rezanimi akacijevimi skodlami. Na terasah so lesene mize in klopi narejene na roke. Les poskrbi za njihovo pristnost, lastnika pa ste ga črpala kar iz svojega gozda. Katere vse vrste lesa so zdaj tukaj uporabljene? Vrste lesa so predvsem tiste, ki rastejo na tem lokalnem, na našem gozdu. Poslužili smo se pa tudi akacije, ki je bolj domača na Krasu. Akacija, hrast, to so najbolj trpežen les za zunanjo uporabo, ki je zelo odporen in vzdržljiv. Za notranjo pa porabimo bor, smreka, jelka, duglazija, nekje, ki daje tudi en čudovit vonj. Ograja, recimo, okrog našega glampinga, lahko bi bila seveda pletena, kovinska, pa sem se želel, da bi bila nekaj drugače. Smo naredili iz akacijevih krogelc, na pol prerezanih, delujejo kot neka polkna, ki zastirajo pogled, obenem pa nudijo varnost in so edinstvena oziroma unikatna. Inovativnost je beseda, ki je tukaj res prišla do izraza. Objekti in okolica kar pokajo od izvirnih detajlov, kot so na škripec narejena vrata ali pa prostor za razvajanje v obliki posode. Ja, ne vem, kakšno ime bi bilo ta pravo za tole našo Krpanovo kopel. Najprej sem hotel eno ponev narediti, v katero bi se gostje namakali. Namreč nismo imeli denarja, da bi kupili džakuzi, razkošen. Zato sem zvaril z Rosfreja eno ponev, ki je zdaj bolj predstavlja enemu zidarskemu fanglu. Je pa tu kar velika kopel, noter gre 7 kubikov vode. Ponavadi si jo gostje privoščijo v zimskem času, ko je minus 20 stopinj, takrat se zakuri spodaj pod njim kubik 2 drov in ta para, ki gre iz njega, daje en poseben čar. Pika na i so lesene skulpture, ki privabljajo poglede in so v veselje otrokom. Še eno od mojstrovin, narejena s pomočjo motorne žage. Največ teh skulptur so sigurno tukaj na Bloškem jezeru. Tukaj imamo kar enih 10 medvedov. Kaj da jih nimate dosti že v hosti, ne? Ja. Eden ponazarja sigurno na sredini jezera, da smo v deženi bloškega smučarja, se pravi smuča na vodi.
Ostali medvedi ima vsak svoj namen. Eni so zraven gugalnice, eni berejo časopis. Na vhodu vas prisrčno pozdravljata dva gozdna moža, ki sta bila narejena v času žledoloma, ker le takrat je lahko pela motorka, ker smo bili 18 dni brez elektrike. In je bilo časa za ustvarjanje dovolj. Razvijajo pa tudi kose pohištva, pri katerih je les kombiniran z modernejšimi materiali. Te lesene okroglice iz akacije uporabljamo tudi za izdelavo barskih stolev, mizic. Te zgornji del pa pokombiniramo tudi z epoksijem oziroma tudi z ostalimi materiali. Ta epoksi, to je en višji nivo, katerem je treba malo več truda, več časa posvetiti. S tem pa dobimo en določen sijaj, višji nivo kakovost mizice. S tem epoksijem lahko več stvari povežemo skupaj, ker drži kot lepilo, enostavno pa tudi poveže vse te določeno strukturo lesa, ker je mogoče že strohnjen, pa še zmeraj drži to celoto. Da se marsikaj nadgraditi, da se notri vliti po želji, kar želimo. Mi smo probavali s testeninami, smo dali orehe notri, vse sorte, to je en višji nivo sijaja. No. In ko se dan na Bloški planoti počasi prevesi v večer, postane jasno, da je les tukaj več kot material. Je spomin gozda, ujet v obliko, je toplina, ki greje telo, in je zgodba rok, ki znajo poslušati naravo. Janez, kaj ste vi potem bolj, kipar, umetnik ali ste tesar? Nič od tega, samo kmet. Če si kmet, si lahko vse. Kmetje so si mogli včasih znajdeti, pomagati, vse sorte pogruntati, da so lažje preživeli, da so lažje delali. Nimam nekih... Ampak Martina, vi bi pa verjetno kaj drugega rekli. Malo pa je umetniške žilice v njema, ne? Ja, mislim, da vse, kar izdeluje oziroma kar je delal predvsem iz želje, iz potrebe, da narediva nekaj svojega, drugačnega, nekaj tacga, kar nimajo še druge. Se pravi, da sva pač izvirna. Slovencem je les od nekdaj pomenil dom. Iz njega so rasle hiše, kozolci in skednji, zibelke in mize, smuči in orodje. Bil je zavetje pred mrazom, nepogrešljiv pri peki kruha, tihi spremljevalec vsakdanjega življenja. In na Blokah še danes nosi to dediščino. Povezuje preteklost in sedanjost, znanje in domišljijo, spoštuje korenine in nas hkrati usmerja v prihodnost.